V knjigi Hodopisi sva s kolegico Natašo na sveže premislili hojo in pisanje kot dve utečeni, a do nedavnega redkeje reflektirani raziskovalni metodi. Ta teoretski premislek pa spremlja 7 etnografskih esejev, ki so pravzaprav vsad najinega hodopisja in se posvečajo različnim robnim in mejnim območjem v Sloveniji, od Istre, Nove Gorice, zahodnih Julijcev do Koroških grap, Porabja in Goričkega. Samemu zanimanju za hojo v antropologiji lahko sledimo od recimo preloma 20. v 21. stoletje, skupaj z nekaterimi teoretskimi obrati v antropologiji. V širšem smislu pa bi ga lahko razdelili na dve struji. Prva je zanimanje za hojo kot neko obče človeško prakso, drugo je pa zanimanje za hojo iz nekega metodološkega ozira in prav slednjemu slediva tudi v najini monografiji. In tako razmišljava o različnih rabah hoje pri najinem raziskovalnem delu in sicer od hodečih intervjujev, mobilnega opazovanja z udeležbo do nekega podoživljanja izkušenj, vhodov v teren, pa vse do kompleksnejše metodologije, ki jo uvajamo skupaj z najinimi sodelavci in so jo poimenovali Hodinar, ter združuje neko empirično terensko delo ter analitično seminarsko delo. O pisanju pa nadaljuje Nataša. Lep pozdrav še z moje strani. Pisanje kot metoda je nek drugi steber te knjige, poleg hoje kot metode. Je pa s pisanjem nekoliko drugače kot s hojo. Pisanje je manj ozaveščeno kot metoda, čeprav je pisanje terenskih beležk, terenskih dnevnikov neka stalnica antropologije. V pisanju je moč govoriti z različnih zornih kotov, pisanje kot predmet raziskovanja, pisanje kot metoda. V knjigi se lotiva tega drugega, pisanje kot metode. Zdaj, kaj to pomeni pisanje kot metoda? Gre pravzaprav za razmišljanje v pisanju in hodopisni eseji na nek način zapolnjujejo vrzel med temi terenskimi dnevniki, ki jih uporabljamo v antropologiji že dalj časa, in končnim, klasičnim, da rečem tako, znanstvenim člankom ali knjigo, ki je objavljen kot rezultat neke raziskave. Se pravi, med tema dvema zapisoma obstaja neka velika črna luknja, ki po najinem mnenju je vredno zapolniti z različnimi načini pisanja. Eden izmed njih je tudi raziskovalni esej, kot ga imenujeva v knjigi. Navadno velja prepričanje, da je pisanje zadnji del sosledja korakov branje, raziskovanje, pisanje, ampak samo pisanje večkrat omogoča razmišljanje, kot zapiševa. Če povem še drugače, med zabeležiti in zapisati obstaja ta večkrat spregledani pisati. Ideja v ozadju hodopisov je tudi uporaba ohlapnejših vrst zapisov, osvoboditev razmisleka na nek način, pravzaprav na formo znanstvenega teksta lahko gledamo tudi kot na obliko določene vrste represije. Enako velja tudi za seminarske sobe, kjer se včasih gradi znanje preveč daleč od življenja. Če imam še 1 minuto časa, lahko še preberem en odstavek iz knjige, ki mogoče še najbolj ponazori vzdušje v knjigi. Pri pisanju različnih vrst tekstov ne gre samo za drobna vsebinska etnografska spoznanja, za prepoznavanje relevantnih tem ali za vzpostavljanje novih nepričakovanih povezav, temveč gre tudi ali predvsem za kompleksnejše premisleke o dekolonizaciji pisanja, o sestopu z avtoritativnega pjedestala vsevedne znanosti in za prepustitev dvoma v naše zaključke. Dvom namreč pospeši naše korake. Eksperimentalno, nedokončano, vmesno, hibridno pisanje pa se pri tem zdi dober medij preizpraševanja samoumevnosti. Nekakšen liminalni teritorij, kjer je vse mogoče in nič gotovo. Hvala.